No, danes bom probala na kratko razložiti, na kakšen način so se nas lotili, nas pokradili in nas prodali. V bistvu se je vse začelo takrat, ko je Tito umrl. Ena zanimivost mogoče, leta 1983 so Janšo vrgli ven iz komunistične partije, zato ker ima že takrat zelo levo marksistične ideje, ker on je že takrat hotel, da se vse družbeno premoženje, tovarne in zemlja, da se podržavi. Ker se je to celo komunistom zdelo preveč drastično, so ga takrat vrgli ven. In konec 80-ih let so se socialistično-komunistične države začele spreminjati svoje sisteme v demokracijo. In od leta 1983 do 1991 so nekateri izstopili iz komunistične partije in so se pripravljali teren kao na desni. In so postali desni. Janša ves čas trdi, da so bili Kučan in komunisti takrat proti osamosvojitvi Slovenije, kar je v bistvu laž. In da je bil takrat da je bila diktatura, da takrat je komunistična partija in UDBA obvladala vse. Naj mi potem nekdo razloži, zakaj so v takratnem času, pred osamosvojitvijo, po televiziji, v glavnih časopisih, ki so bili vsi v rokah komunistične UDBE, ljudem trkali na čustva. Vzbujali so nacionalizem, nacionalna čustva, pripadnost do Slovenije. Reklame so bile Slovenija moja domovina, Slovenija moja dežela, peli smo takrat Agropopova samo milijona še živi. Vse to je v ljudeh vzbujalo čustva, potem še to na sončni strani Alp. Oni so dobesedno v ljudeh prebujali čustva. In zato je bila tako velika udeležba takrat na plebiscitu, ker so ljudje dejansko želeli imeti svojo državo, samostojno. Seveda sem tudi jaz dala na plebiscitu podpis za samostojno državo, ravno tako moja družina, moževa družina. Zame je ta december leta 90 sploh nekaj posebnega, ker sem se takrat tudi poročila. 29. decembra imamo z možem 30. obletnico poroke, ampak dobro, to ni zdaj poanta. Poanta je plebiscit. Na plebiscitu smo se množično odločili, da želimo, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Do plebiscita je prišlo na podlagi ustavne temeljne listine. V tej ustavni listini je zapisano, da nam pripadajo vse pravice iz prejšnjega sistema, iz Ustave Socialistične republike Slovenije iz leta 1974. Zanimivost, v tisti ustavi so imeli politiki osebno odgovornost. Tega danes ni. In mi namesto, da bi v nov sistem prenesli dobre stvari, so prenesli samo slabe stvari. Pa še zraven slabe politike. No, v prejšnjem sistemu smo imeli tudi varovano mejo. Tam se je točno vedelo, kdo lahko pride v državo, pa kdo gre lahko iz države ven. No, zdaj takrat smo dobili ustavo, ki jo ljudstvo ni potrdilo in sprejelo, ampak so nam jo napisali in ta ustava zdaj pač zaenkrat velja, čeprav so jo kasneje še popravljali v smislu, da so nam odvzemali pravice. Volilni zakon so nam oni določili in tudi zdaj, ko ga popravljajo, se oni pogovarjajo, kako bo najbolj ustrezal tem strankam, ki so v parlamentu, noben pa seveda ne pomisli, kako bi lahko ljudje dobili čim večjo moč pri tem, da bi odločali, kdo nam bo vodil državo. Ampak gremo po vrst. Jaz bom zdaj na hitro povedala samo najbolj ključne stvari. Leta 1992 so sprejeli zakon o spremembi družbene lastnine v državno, ker so napisali, da družbena lastnina nima znanega lastnika, zato so jo podržavali. In to so naredili brez našega podpisa in to je zelo pomembno za nas. Zakaj? Takrat so nam pokradali v bistvu vse. Ampak ta lastnina je imela znanega lastnika. To smo bili mi, ljudje. To je bila družbena lastnina. Mi smo pa družba. To se pravi, da je bilo premoženje od vsakega enak. In zdaj, če imate vi hišo, pa če na tej hiši 100 lastnikov, pa če se eden od teh lastnikov ne podpiše, vi te hiše ne morete prodati. Oni so nam pa takrat z enim zakonom vse premoženje podržavali, potem se je pa začelo plenjenje, prodaja kraja, vse. In s tem zakonom so bili okradeni tudi tisti, ki so se rodili po sprejemu tega zakona. Zakaj? To premoženje je bilo last njihovih starših in starih staršev. In oni so dediči tega premoženja. No, takrat se je dogajalo vse živo, ampak jaz ne bom zdaj vseh podrobnosti, ker potem bo to trajalo predolgo, bom naredila malo preskoka. Leta 2003 so nam v ustavo dodali 3.a člen. Ta 3.a člen govori, da del suverenosti lahko prenesejo na mednarodne organizacije, seveda, če ti spoštujejo človekove pravice. Potem smo vstopili v Evropsko unijo. Od leta 2004 do 2008 je bilo Slovencem narejeno ogromno škode.
Leta 2005 je bil sprejet zakon o združevanju družin tujcev. Ta zakon omogoča, da tujci, ki delajo v Sloveniji, lahko pripeljejo v Slovenijo vse svoje žene, otroke, tašče, taste, mame, ate in tako naprej. In ta zakon je sprejela vlada, ki je proti migrantom. In tudi tisti volilci so jih volili, ki so proti migrantom. Za piko na i je ta vlada leta 2007 sprejela zakon o mednarodni zaščiti tujcev. Ta zakon pa vsakemu tujcu, ki ilegalno prestopi mejo in reče azil, omogoči, da gre v postopek za pridobitev azila in s tem, ko reče azil, ilegalni prestop meje ni več prekršek oziroma kaznivo dejanje po 308. členu KZ-1. To pomeni, da je Janša dobesedno odprl mejo za ilegalne prehodnike meje. Svojim volivcem pa seveda še kar naprej govori: stop migrantom, preprečili bomo ilegalne prestope meje. Jaz pa v bistvu želim samo to, da vemo, kdo nam pride v državo, in to ni sovražnost do tujcev, ampak vsaka država mora vedeti, kdo prihaja v državo. In takrat je Janša predsedoval Evropski skupnosti in pod njegovo v bistvu predsedovanjem so vse evropske države sprejele ta zakon, ki med drugim daje tudi tem ilegalcem subsidiarno zaščito, nadomestno zaščito begunca, ker je v bistvu status ilegalcem spremeni v status beguncev in ta zakon so sprejele takrat tudi vse balkanske države. Bom rekla pod vladavino Janeza Janše. Gremo naprej. 2008 smo sprejeli Lizbonsko pogodbo. Ta Lizbonska pogodba je v bistvu Evropska ustava. In zaradi tega danes pri nas v parlamentu katerikoli zakon sprejmejo na podlagi evropskih direktiv. To se pravi, da nismo več suvereni, čeprav mi praznujemo suverenost, ampak če mi vse zakone sprejemamo na podlagi evropskih direktiv, to ni suverenost. In takrat so Lizbonsko pogodbo sprejeli v parlamentu nekje v 3 urah. 3 ure so imeli na pogled 550 strani Evropske ustave v angleškem jeziku. Kaj to pove? To pomeni, da v bistvu noben poslanec ni vedel, kaj sprejemajo, ampak so potrdili, dvignili roko, zato ker jim je nekdo tako rekel. In tukaj se lahko vprašamo, poslanci upravljajo z našimi življenji, odločajo, kako bomo mi živeli, in mi takim neodgovornim ljudem pustimo, da to delajo. No, leta 2013 so pa spremenili 90. člen ustave. In s tem so izvedli državen udar. Drugič, prvič so ga naredili 2003, ko so nadali 3.a člen. Zakaj sem poudarila 90. člen ustave? V Sloveniji ima oblast ljudstvo, ki jo izvaja neposredno in posredno. Neposredno so referendumi. Oni so pa nam v bistvu omejili in prepovedali referendume za skoraj vse. In tudi zdaj, ki je Levica tako famozno reklamirala referendum zaradi nakupa orožja, jaz ne vem, a se oni tudi namenoma z ljudi norca delajo, a so tako nevedni, ampak oni so že naprej vedeli, da ta referendum ni izvedljiv zaradi zakonodaje. V 90. členu ustave piše, da mi ne smemo sklicati referenduma za podpisovanje mednarodnih pogodb, zaradi obrambe države, za odpravo posledic naravnih nesreč, zaradi davkov in carin, pa še nekaj tam zraven piše. Ampak vse tukaj noter je v bistvu tako rekoč vse, a ne? To se pravi, mi ne smemo odločiti, kako se bo branila naša država, na kakšen način bo potekala obramba. Mi ne smemo odločiti to, kakšne davke bomo plačevali. Oni se teoretično lahko zmislijo, da bomo plačevali 100% davk, pa o tem ne smemo se odločiti oziroma niti pripomniti. In oni so nam dobesedno vzeli vse vzvode oblasti, ker v bistvu se danes vse dogaja na podlagi nekih mednarodnih sporazumov, pogodb in tako naprej. Ampak mi o tem ne smemo se odločati. In oni se pufajo in kreditirajo in obljubljajo, podpisujejo, bog ve kaj, mi o tem ne smemo niti vedeti, kakšne so podrobnosti. In mi smo lastniki te države. Kakšni lastniki pa potem smo? Slamnati? Torej, hotela sem poudariti to. V 3.a členu piše, da določen del suverenosti lahko prenesejo na mednarodne organizacije. V 90. členu pa piše, da mi o tem ne smemo odločati.
In kje je zdaj tista samostojna in neodvisna država? Kje je tukaj suverenost? Kje je tukaj oblast ljudstva? Ustavo so spravili v neskladje samo s sabo, nam so odzeli vse možnosti odločanja, soodločanja, karkoli. Mi sicer gremo na volitve, ja, oni so nam dali volilni zakon, da mi lahko volimo. Zdaj, kaj pa mi volimo? Mi gremo na volitve in na volitvah za državni zbor obkrožimo stranko. Ob tej stranki je ime in priimek. Ampak mi nimamo vpliva, kdo bo dejansko sedel v parlamentu, zato ker volilni zakon je narejen tako, da tista stranka, ki dobi več procentov, potem na podlagi teh procentov dobi število sedežev v parlamentu in tam pač po ključu opredelijo, kdo pride v parlament. In parlament je zakonodajna veja oblasti. Dejansko gre vse preko parlamenta. Zakonodaj, ja. In potem nam državo upravlja v bistvu vlada, oni so pa izvršna veja oblasti. In mi imamo predsednika vlade, ki ga nismo volili. Po volilnem zakonu je to nekako tako, da običajno je predsednik vlade predsednik tiste stranke, katera je na volitvah dobila največ glasov. Pri zadnjih volitvah so tudi to zmotila, ker Janša je zmagal, ni bil predsednik vlade, je kar Šarec sestavil vlado in potem se je Šarec premislil, pa je odstopil, pa je zdaj spet Janša predsednik vlade in zdaj bojo oni so se odločili, da jim Janša ni všeč in bojo oni naredili neko kul koalicijo in bojo zdaj oni prevzeli vlado. In na koncu bo predsednik vlade Erjavec, ki niti izvoljen v parlament ni bil. V kompletu vsi so pa totalno nesposobni. To pa vidimo potem, dokam so pripeljali to državo. Prva stvar, kaj je, predsednik vlade bi mogel biti en dober menedžer, ki zna organizirati stvari. In menedžerje seveda treba tudi dobro plačati. Pri nas imajo vsi direktorji firm, sploh državnih, imajo po 20-30 jurjev, pa to nobenega nič ne moti. Vsi se obadajo to, da ima predsednik vlade 4 jurje plače. Ampak se predsednik vlade v taki situaciji vsem tudi, če ima 1 evro plače, ker lahko vsi kradejo, kakor kjer mu paše. Menedžerje je treba konkretno plačati, ne ima dobro plača, ampak za svojo plačo bo tudi nosil odgovornost. In če sposoben menedžer, bojo na koncu penzionisti imeli 1000 evrov. Vse tlej krog. In predsednik vlade bi mogel biti izvoljen in mi seveda moramo imeti tudi možnost, da ga lahko odstavimo. In naslednja zadeva so seveda ministri, ker po en strani nekje največji vpliv na vse skupaj imajo pa ministri, ministerstva. In zdaj, če pogledamo naše ministre, naprimer, gospod Erjavec je bil že minister dobesedno za vse. Ne vem, na kjerom področju sploh še ni skoraj večina. Potem imamo nekega Tonina, ki je še mlečno zob, on je minister za obrambo države. In mi imamo neke, minister je politična funkcija, in spet, kako mi pridemo do teh ministrov? Te ministre je nekdo nastavil. Dobesedno, tisk, ki se zagrebe, da postane predsednik vlade, ima pravico nastavljati ministre, oni se med sabo malo popredalčkajo, kako kjer mu bolj paše in dobimo ministre in te ministri nam upravljajo državo. Ampak seveda ministrov mi nismo zvolili na ministerska mesta, mi ne moramo nobenega ministra odpoklicati, če z njim nismo zadovoljni. In oni so dobesedno vse med sabo dogovorijo kartelno. Zdaj v gospodarstvu je kartelno dogovarjanje kaznivo dejanje. V politiki ni tega. Oni se lahko dobesedno vse zmenijo, kako bojo glasovali in vse stranke glasujejo enotno. Oni se že vnaprej zmenijo, kako bojo glasovali. Nekaj časa nazaj, ki je bila neka frka v Desusu, so poslanci, ki jim nekaj ni bilo všeč, rekli, če ne bo tako pa tako, bomo pa od zdaj naprej mi glasovali po svoji vesti. Halo? In noben medij se takrat ni oglasil, noben ni dvignil glasu. Ok, pa da grem pa še na predsednika države, Predsednik države je pa na državnem nivoju edina funkcija, ki je voljena direktno od ljudi. Predsednik države je zastopnik vseh državljanov. In predsednik države ima veliko večjo, lahko bi imel veliko večjo moč, kot nam jo prikazujejo oziroma kot jo predsednik Pahor uporablja. On je dejansko neka lutkica tamle, ki samo kima in vse podpisuje. Ampak predsednik države ima možnost, da zavrne zakon. Predsednik ima možnost, da gre v parlament in naredi govor oziroma pove, zakaj se ne strinja z nekim zakonom in predvsem, da bi ljudstvo opozoril, zakaj neki zakon ni dober za ljudstvo, zakaj je proti narodu ta zakon. Predsednik države ima moč preko medijev, on ima dostop do medijev, on bi lahko preko medijev opozoril, kaj se dogaja. Predsednik države nam nastavlja ustavne sodnike, jih predlaga.
In kaj je on povedal glede ustavnih sodnikov? On je pred časom povedal, da je gledal tako, da bo po levih pa po desnih, da bo usklajeno. In potem nam ustavno sodišče, kjer tudi odloči 5-4, se nismo na fuzbal tekmi. Zdaj, a nekaj je ustavno, a ni ustavno? Če ustavni sodniki ne znajo procent 9-0, ali je ustavno, ali ni ustavno, se pa ni čudno, da je vse zblojen, pa zmišljen. Pa noben nič ne ve, kva dela, noben za nobeno stvar ne odgovarja. Vse se pa dogaja na plečih, na hrbtih raje. Zakaj? Mi raje vse to plačujemo, da se oni igrajo pa norca delajo. In zdaj se že en let pregovarjajo in pričkajo o uvedbi oziroma aktivaciji 37. člena. Jaz res ne vem, a tega noben ne šteka, ne razume, a se oni spet norca delajo. Zakaj? Oni govorijo, da je potrebna aktivacija 37. člena, zato da bo vojska dobila policijska pooblastila, da bo lahko pomagala varovati mejo. Zdaj pa, visoki predstavnik policije je par mesecev nazaj na Odmevih povedal, da policija ne varuje meje na mejni črti, ampak da oni v notranjosti, če ulovijo ilegalce, jih prestrežejo in jih odpeljejo v postopek. Ker mi nimamo zakona, mi dejansko nimamo zakona za varovanje meje. Varovanje meje pomeni to, da nekdo na mejni črti ima pravico nekoga, ki ilegalno po noč čez gozd hoče priti v državo, da mu reče, lej, stop, ne moreš, nazaj bejš. Mi tega zakona nimamo. V Jugoslaviji je pa to bilo. In potem 37. člen, aktivacija. Oni v bistvu hočejo vojsko spremeniti v policijo, da jim bo ob meji lovila ilegalce. Ampak oni so že takrat vedeli, že lani jesen, ko so začeli o tem govoriti, so oni vedeli, kaj se bo zdaj dogajalo v zvezi s COVID prevaro. In oni so pričakovali, da bojo rabili več policije v notranjosti države. Zakaj? Ker v kaj so oni zdaj spremenili našo policijo? Naša policija je tukaj zato, da varuje javni red in mir. Policiste so pa spremenili v inkasante. Danes policiji po držav hodijo, kontrolirajo ljudi, če kdo slučajno nima dobro masko na nos nataknjeno, če slučajno kdo ki je v naravi sendvič ali pa rogljiček je, in pišejo kazni. Zato oni hočejo vojsko bolj ob meji uporabiti, pa policijo v notranjost dati. Ampak prvič, tukaj ne gre za varovanje države, niti ne gre za varovanje javnega reda in miru. Vse skupaj gre samo v represijo in inkasantstvo. In prej, ko sem govorila o državnem udaru, sem pozabila poudariti to. Ko so nam dodali v ustavo 3.a člen, ko so v parlamentu glasovali za dodatek 3.a člena, da se določen del suverenosti prenese na mednarodne organizacije, je 79 poslancev glasovalo za. Takrat so se vzdržali Stranka mladih Slovenije pa SNS. Mi imamo v parlamentu 90 poslancev. 79 jih je bilo za to, da se nam odzame del suverenosti. To se pravi, levi in desni skupaj so to naredili. Leta 2013, ko so nam spremenili 90. člen ustave, ko so nam odvzeli referendumske možnosti, je bilo v parlamentu 87 poslancev. Samo eden je bil proti oziroma se je vzdržal. 86 jih je glasovali za to, da nam odvzamejo referendumske pravice. In to so naredili levi in desni poslanci. In s tem so nam dobesedno vzeli oblast v tej državi. In zato je treba v to smer delati, da se vse te ljudi aretira. In zato se tudi pripravlja protest, ker vsem tem ljudem, ki so do zdaj bili v parlamentu in ki so upravljali s to državo, je treba odvzeti kakršnokoli možnost, da še kdaj pridejo na kakršnokoli javno funkcijo. Vsaka čistilka v parlamentu, ki pride čistiti, mora imeti potrdilo o nekaznovanosti. Na glavne položaje v državi pa lahko ljudje pridejo, pa kradejo, kakor jim paše in so v bistvu nedotakljivi. Zakaj? Ker oni so sami sebi sprejeli zakone, da so nedotakljivi. Mi pa nimamo pravice tukaj niti nič. Ok, zdaj pa za konec. Zdaj predstavljajte si, da je država vaša firma. Vaša družinska firma. Jaz na državo gledam kot na neko moj dom, mojo firmo. Zdaj si pa predstavljajte, da imate vi firmo, vi ste lastnik, direktor, odgovoren in imate zaposlene.
ki jemljejo kredite, ki razmetavajo z denarjem, vi ste podpisali hipoteke, garancije, oni delajo krčijo, vi pa v bistvu ne morete se odločiti, ampak nosite odgovornost. In seveda plačujete kredite. A bi se vam to zdelo sprejemljiv v vaši firmi? No, to nam oni delajo konstantno. Mi jih pa kar gledamo. Zato moramo skupaj zahtevati, da te ljudi aretirajo. Ker ta prevara COVID, ki pa trenutno poteka, je pa samo pika na i. Ampak da lahko izvajajo to prevaro na tak način, ki jo zdaj izvajajo, so si pa oni prej naredili podlago. To je pa vse to, o čemer sem vam zdajle govorila. No, glede na to, da imate kar nekaj za razmišljati zdajle, vam želim še lep dan naprej, pa se še kaj slišimo.